Ja, in z veseljem napovedujem naslednji referat, ki bo še zmeraj ostajal na polju stare Grčije, na polju Platonove in Aristotelove misli. In sicer ga bo predstavila Melanie Potrč, nastal je pa v koprodukciji z njeno mentorico, to je Melito Zemljak-Jontes. No, Melanie Potrč je magistrirala iz fizike, je pa obenem tudi absolventka druge stopnje slovenščine in se je zdaj pač intenzivno ukvarjala s tem vprašanjem, se pravi terminologija v nekaterih izbranih delih, pač taka terminologija, ki zadeva gospodarstvo. Tako da prosim. Najlepša hvala za napoved. Torej, kot ste že omenili, jaz bom v bistvu predstavila jezikovno analizo iz področja terminologije, iz gospodarstva in ekonomije v dveh antičnih delih, in sicer država in pa politika. Torej, na kratko bom predstavila, katera dela smo uporabili kot temeljne vire, potem pa tudi katere druge vire smo vključili. Torej, temeljna vira sta bila Platonova Država, ki je izšla v zbirki Svetovni klasiki leta 1995, in pa Aristotelova Politika, ki je izšla v zbirki Pravna obzorja 2010. Naš temeljni raziskovalni problem se je nanašal na analizo antičnih terminov, ki imajo vpliv na sodobne strokovne termine z področja gospodarstva in ekonomije, in pa želeli smo v bistvu ugotoviti, kateri ti termini se torej nahajajo v omenjenih delih, ter potem ugotoviti, kakšen je vpliv teh zgodnjih antičnih terminov na kasnejši razvoj v sodobnih jezikih. Kot druge vire smo uporabili slovarje iz spletišč Fran.si in pa Termanija. Tukaj so torej bili večjezični grško-slovenski slovar ter splošna enojezična slovarja, slovar slovenskega knjižnega jezika in pa slovenski pravopis. Uporabili pa smo tudi nekaj strokovnih slovarjev, na primer pravni terminološki slovar in pa davčni terminološki slovar. Potem pa smo vse skupaj nadgradili še tako, da smo preverili učne načrte, konkretno učne načrte ekonomske gimnazije in splošne gimnazije za predmet ekonomija, kjer se potem ti termini pravzaprav nahajajo oziroma pojavljajo. In pa sedaj torej vprašanje, čemu je sploh takšna raziskava smiselna, koristna. Kot vsi veste, termini se uporabljajo na področju komunikacije, sporočanja in pa sporazumevanja, in pa seveda za kvalitetno sporazumevanje torej potrebujemo ustrezno rabo terminov. Se pa tudi po Toporišiču strokovni jeziki umeščajo med funkcijske zvrsti slovenskega jezika. Tukaj na prosojnici lahko vidite med temi modrimi ploščicami, torej kaj so pravzaprav značilnosti strokovnih besedil, kakšne morajo biti. In konkretno v teh dveh besedilih, ki smo jih mi analizirali, se je zelo jasno opazila razlika med zgoščenostjo in pa jedrnatostjo, torej države in pa politike. Tukaj pa imam v bistvu še zbrano torej UDK klasifikacijo iz Cobisa za področje ekonomije, torej tukaj v bistvu vidimo, da imamo ekonomijo in pa kot ekonomsko znanost. Sedaj pa torej malo bolj globoko v področje jezikoslovja. Zdaj za nas so pravzaprav bili pomembni torej trije izrazi, če tako rečem, torej leksem, pojem in pa termin. Zdaj, kaj pravzaprav pomeni leksem? Leksem je v jezikoslovju v bistvu enota jezikovnega sistema oziroma beseda kot nosilec pomena. In leksemi spadajo na področje leksikologije. Medtem ko na področje terminologije pa potem v bistvu uvrščamo pojme in pa termine. Zdaj, pojem je pravzaprav miselna tvorba, ki ima določene značilnosti, lastnosti, bodisi konkretnega, bodisi abstraktnega. Medtem ko termin pa je pravzaprav beseda oziroma besedna zveza, ki poimenuje določene pojme iz stroke oziroma panoge, torej z drugo besedo bi lahko rekli strokovni izraz.
Zdaj, zakaj sem to omenila? Ker potem v sami analizi smo imeli zelo velike omejitve, kajti med analizo teh dveh del se je v bistvu pojavil zelo ogromen nabor besedišča, v bistvu tako velik, da vsega pravzaprav sploh nismo mogli analizirati. In mi smo se potem dejansko odločili za analizo leksemov. Torej, kaj smo pravzaprav naredili? Izbrali smo v bistvu termine z področja gospodarstva in ekonomije iz teh dveh izbranih del, potem pa smo se posvetili naslednjim področjem, torej ekonomiji, gospodarstvu, državi in pa politiki. In za te 4 izraze smo torej najprej v bistvu pogledali, kaj nam naši sodobni slovarji o njih povedo. Torej, ekonomija, v bistvu izraz ekonomija se nanaša torej na vedo o gospodarstvu. In tukaj se zelo jasno vidi razlika, da izvorno med ekonomijo in gospodarstvom pravzaprav ni zelo jasne ločnice, tako kot se to v današnjem sodobnem svetu uporablja. Besedo ekonomija najdemo torej v slovarju slovenskega knjižnega jezika, pravopisu, sinonimnem slovarju, etimološkem slovarju in pa nenazadnje tudi v terminološki svetovalnici. In iz sinonimnega slovarja se tukaj zelo jasno vidi, da se ekonomija in gospodarstvo uporabljata v določenih primerih, torej v sinonimnem razmerju. Izvorno pa iz etimološkega slovarja torej vidimo, da, to je že v bistvu bilo v predhodnem predavanju omenjeno, torej sama beseda torej izhaja iz grščine, torej iz oikos hiša in pa potem torej nemo, delim, imam, torej vladanje v hiši oziroma gospodarstvo. Tukaj je res zelo jasno, zakaj pravzaprav gre. Potem pa sama beseda gospodarstvo gre v bistvu za proizvajanje, razporejanje in uporabo materialnih dobrin po slovarju slovenskega knjižnega jezika. Imamo pa besedo tudi v pravopisu, sinonimnem slovarju, etimološkem, kar se pa tiče terminoloških slovarjev, pa tudi v pravnem slovarju, urbanističnem in pa v geografiji. Tudi tukaj pri besedi gospodarstvo opazimo to povezavo med ekonomijo in pa ekonomiko, torej spet gre za sinonime. Je pa zanimivo, sama beseda gospodarstvo pa ne izhaja torej iz grščine oziroma latinščine, ampak je beseda prišla k nam iz starocerkvene slovanščine oziroma praslovanščine. Potem pa še besedi politika in pa država. Torej, politika je po slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot urejanje družbenih razmer, odločanje v njih s pomočjo države in njenih organov. Torej, tukaj spet zelo jasno vidimo povezavo med politiko in pa državo. Torej, besedo najdemo podobno torej v pravopisu, sinonimnem slovarju in pa v določenih terminoloških slovarjih. Se pa tukaj zelo jasno opazijo tudi besedne zveze, kjer beseda politika nastopa v funkciji samostalniške besede. Torej recimo ekonomsko politiko imamo tukaj, družinsko politiko, denarno politiko. In pa podobno opazimo tudi v sinonimnem slovarju, da je zelo veliko besednih zvez, ekonomska politika, demografska, davčna in tako naprej. Izvorno pa beseda politika prihaja iz latinščine oziroma še globje iz grščine. Če pogledamo najgloblje, v bistvu iz besede polis, torej mesto oziroma mestna država. Potem pa še sama beseda država, ki jo najdemo zopet v slovarju slovenskega knjižnega jezika, pravopisu, sinonimnem slovarju in pa v nekaterih terminoloških slovarjih. Podobno imamo zopet zelo veliko besednih zvez, ki se rabijo kot termini, in pa besedo državo najdemo tudi v terminološki svetovalnici. Zopet zelo veliko pomenskih razmerij iz sinonimnega slovarja. Sama beseda pa po etimološkem slovarju v bistvu ponovno prihaja iz praslovanščine. Potem pa smo našo analizo teh besed v bistvu nadaljevali še bolj podrobno. Torej, pri delu država smo podrobneje analizirali prvo knjigo, pri delu politika pa izbrana poglavja iz prve knjige in eno poglavje iz tretje knjige. Zdaj tukaj bi omenila, da v bistvu sama država je imela obsežnejša poglavja oziroma knjige in da če smo želeli približno enako količino teksta za analizo, smo potem pri politiki morali pač izbrati več poglavij. In kaj se pravzaprav ugotovilo? Torej, samo iz prve knjige pri
delu država smo našli kar 81 besed oziroma besednih zvez, ki se torej nanašajo na vsa ta 4 področja, ki sem jih prej omenila, torej ekonomijo, gospodarstvo, državo in pa politiko. In te besede oziroma besedne zveze smo potem umestili v 4 skupine, torej denar, država, predmeti, pripomočki, orodja, poklici, stroke in pa potem še drugi izrazi. Medtem ko potem pri politiki pa smo našli kar 116 besed oziroma besednih zvez in ponovno smo jih umestili v enake skupine, torej denar, država, predmeti in tako naprej. Potem pa smo se podrobneje posvetili analizi teh leksemov. Najprej smo naredili analizo glede na obliko. Zdaj pri obeh delih se je torej pokazalo, da je največji delež enobesednih leksemov, v državi kar 66,7%, medtem ko v politiki je delež nekoliko višji, torej 76,7%. Na drugem mestu so dvobesedni termini. Zdaj pri državi tukaj imamo torej izraze, ki so v bistvu samostalniška besedna zveza plus samostalniška, potem pridevniška in samostalniška beseda in pa v državi imamo tudi glagol in pridevniško besedo, medtem ko pri politiki imamo pa samo povezavo dveh samostalniških besednih zvez ali pa torej pridevniška in pa samostalniška beseda. Trobesednih oziroma 4besednih leksemov je bilo manj, smo pa opazili, da v politiki je sama struktura nekoliko bolj razvejana, medtem ko v nobenem izmed navedenih del nismo našli nobenih krajšav. Potem pa smo naše lekseme analizirali še glede na funkcijo, torej glede na besedno vrsto jedrne besede. Največ je bilo samostalniških besed, v državi kar 75% in v politiki okrog 82%. Na drugem mestu so bile pridevniške besede, nekaj malega pa je bilo tudi prislovov in pa glagolov. Zdaj, kar se tiče recimo samostalniških besed, je to precej logično, kajti termini označujejo neko predmetnost in se potem tudi ta predmetnost oziroma abstraktnost pojavlja v najvišjem odstotku. Recimo primer tega sta besedi pridelek, oderuštvo, potem imamo recimo kakšne postopke dejanja, tega je v okrog 6%, recimo podeljevati državljanstvo, kršiti zakon, omenjena so pa tudi stanja ali pa lastnosti, naprimer politična skupnost, strokovna dejavnost. Zdaj naša raziskava bo potem tudi šla še naprej, tega zdaj tukaj ne bo časa več predstaviti. Bomo se tudi potem za same lekseme podrobneje ukvarjali s tem, ali so izrazi domači ali pa so potem k nam prišli iz grščine oziroma latinščine ali drugih jezikov. Potem pa smo na podlagi vseh teh zbranih leksemov naredili primerjavo, kateri leksemi so skupni za posamezno skupino in zdaj v nadaljevanju bom potem predstavila v bistvu eno od teh besed in sicer tukaj tudi označena denar. Torej podobno, kot sem že prej pokazala, smo pogledali, kako je denar definiran v slovarju slovenskega knjižnega jezika in tukaj spodaj lahko vidite, da je že v samem slovarju označeno terminološko gnezdo. To pomeni, da se na področju ekonomije ta denar rabi v bistvu kot termin, ta beseda. Potem pa smo še pogledali tudi v sinonimnem slovarju, torej kakšne možne zamenjave za izraz denar imamo, katere so druge besede, ki se recimo vežejo z besedo denar. Tukaj vidimo pomenska razmerja za to besedo. Pogledali smo tudi še v slovar neglagolske vezljivosti, torej na kakšen način pravzaprav lahko besedo z drugimi povezujemo in na takšen način ustrezno tvorimo termine. Etimološko smo pogledali zopet, od kod prihaja ta beseda, v bistvu k nam prihaja iz latinščine, iz besede denarius, srebrnik. Če pa še globje pogledamo, pa v bistvu iz grške besede denarion, tako da ta beseda je čisto tipično antičnega izvora. Potem pa smo seveda zadevo pogledali še naprej, da smo proučili še terminološke slovarje, torej besedo denar najdemo kot termin v davčnem slovarju in pa v pravnem slovarju. V pravnem slovarju je tudi kar nekaj besednih zvez, ki so tukaj označene, recimo sodobni denar, papirnati denar in podobno. Za na konec pa smo pogledali še učni načrt, kot sem že povedala v uvodu, torej kje se sama beseda uporablja. In recimo tukaj je zelo jasno tudi označila sem, recimo v katerih delih se torej pojavlja denar. Naprimer denarni in blagovni tokovi, denarni trg, oblike in funkcije denarja.
trg denarja, ponudbe in povpraševanje po denarju. Potem imamo v bistvu denarno vrednotenje, proračunska in denarna politika, pojem denarne politike, knjižni denar, Evropska denarna unija, primarni denar, skratka, teh besed je zelo veliko. In zdaj, če naredimo en sklep, torej tukaj je zelo pomembno, da se zavedamo razlik med leksemom in terminom, torej kdaj je neka beseda rabljena čisto splošno, samo kot klasična beseda, kdaj pa označuje neko predmetnost, konkretno iz strokovnega področja. Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da je na področju terminologije zelo pomembno sodelovanje med jezikoslovci in pa strokovnjaki iz določene stroke. Z našo raziskavo smo torej jasno dokazali, da gre za nekaterih izvor antičnih terminov in da gre za vpliv na sodobno terminologijo, in pa pri pripravi recimo sodobnih strokovnih gradiv, učnih načrtov, učbenikov in podobnega je treba zelo jasno poiskati, torej kakšna je ustrezna raba terminov glede na različne slovarje in pa priročnike. Tako. Hvala za vašo pozornost. Ja, hvala.